trenutek za tiste, ki se... Ja, tako. Za tiste, ki se ne morejo udeležiti, veste, in potem pa posnetke pošljemo, Dobro, sicer ne morejo potem tako lepo sodelovati, kot bi vi lahko, če boste postavljali kakšno vprašanje, ampak vseeno, majčkeno pa vidijo. Torej, dober dan in dobrodošli ponovno na Potepanju po Sloveniji. Tokrat je z vami Mateja, se pravi, moje ime je Mateja Kregar-Gliha, sem vodnica po Ljubljani in seveda jaz z obiskovalci najraje delim kakšne skrivnosti našega glavnega mesta, ampak za konec letošnjega potepanja smo se odločili, da gremo na obrobje mesta, torej da gremo v Trnovo, kjer sta prebivala dva zelo znana Slovenca, in sicer Jože Plečnik in Franc Saleški Finžgar. Zdaj me pa zanima, koliko vas je že bilo v Trnovem? Bravo, tamle že vidim ene rokice, fino, lepo, ke malo z glavami pomigate. Samo trenutek bi jaz zdajle videla, če bi lahko tole še kaj tako naredila, da bi me vsi bolj videli. Se ne da, Majčken? Ne. Ne. Je v redu tako, fino. Ja, me prav veseli, da to se spomnite teh dveh Slovencev in verjetno ste slišali, da med Plečnikovo domačijo, tako rekoč, in pa med samo Trnovsko župnijo oziroma cerkvijo naj ne bi bilo meja. In zato sem tudi jaz uspela takole smukniti direktno na Plečnikovo dvorišče. Kaj menite, katero je tole drevo, ki ima tako zelo lepe zlate liste? Ginko. Ja, bravo, ginko, točno, in Plečnik je oboževal ginko. Ginko je prišel v naše kraje oziroma so ga prinesli tam, bi rekla, sredina 19. stoletja v večjem številu, prej tudi, ampak bolj manjše količine, in vsi so imeli radi ginko, ker je simbol življenja, in pravijo, da je tole drevo prvo, ki je pognalo tudi takrat, ko so Američani vrgli atomsko bombo na Nagasaki in Hirošimo, se pravi, da je res trdo živo in da mu nič ne more. In zato je tudi Jože Plečnik rad imel tole drevo v svojem vrtičku. Sicer pa, jaz bom zdaj tole kamerco majčkeno obrnila, boste videli, imamo tukajle tudi vrtove, ki seveda zdaj zaradi tega, ker je že jesensko-zimski čas, niso prav bogati oziroma življenja polni, ampak kljub vsemu se pa da videti, da se vrtički obdelujejo. No, in Jože Plečnik, njegovo hišo, zdajle vidite tamle v daljavi, saj se ji bom približala, je imel zelo rad te trnovske vrtičke, je podpiral trnovske solatarice, zdaj imamo samo še solatarja, to ste verjetno opazili na tržnici, No, in sam seveda ni obdeloval zemlje, ker za to ni bilo časa, je pa vedno želel, da je njegovo dvorišče tudi polno obdelanih vrtičkov. Tako da, ko si je postavil tale prizidek hiše, nekateri ste že bili v Plečnikovi hiši, a je tako? Ja. Ja, fino. Potem veste, da en delček je stara hiša, tale del, ki je pa tako malo zavit, rotunda mi pravimo, je pa njegova delovna soba, prostor, no, in iz te delovne sobe je potem gledal na to dvorišče, kjer jaz sedaj stojim, in je želel, da je to lepo obdelano, se pravi, da je polno navdiha, No, v Plečnikovih časih je bil tukajle tudi čebeljnjak, poglejte ga, tukajle. A imamo mi en radio zraven? Ne, to je pa tukajle. Slišite kaj, eno razlago? No, tukajle v muzeju imajo izgleda nekaj nastavljeno. No, tole je čebeljnjak, se pravi, Jože Plečnik je imel zelo rad čebele, čebelica je bila tudi njegov simbol dela, priden kot čebelica. Zdaj ta čebeljnjak ne živi, zato ker pač se veste, je veliko obiskovalcev, ki prihajajo v Plečnikovo hišo, sploh sedaj od lanskega leta, ko so mnoga njegova dela UNESCO dediščina in je obisk Plečnikove hiše pravi hit,
tako da je treba že kar rezervirati svoj obisk. In zaradi teh številnih obiskovalcev seveda potem nimajo čebelic, ker se bojijo, če bi slučajno bil kakšen preveč alergičen, da se ne bi kaj zgodilo. Ja, drugače ta stavba, ki jo zdaj kažem v centru, to je že sosednja, vidite, je že ob zidu, materinski dom, pa del šole, pa vrtca, to je v tem kompleksu. Jaz pa se približujem enim takšnimle ostankom, ki jih je Jože Plečnik pobiral po celi Ljubljani ali še celo lahko rečem po celi Sloveniji. On je bil namreč izredno varčen človek in ko so obnavljali, karkoli so obnavljali, ali kakšen del mesta, ceste, ulice, kakšno cerkev, pa če slučajno kakšen delček ni bil ravno 100% najbolj uporaben, naprej tudi, naprej načrtovan, je on to prinesel kar semle k svoji hiši, postavil. Sam pritisnjena sem gor, že imam, moj bog. Aha, zdaj imamo še nekoga, dobro, ja, fino. Se pravi, da je Plečnik enostavno tele stvari prinesel, postavil na dvorišče in je rekel, se bo že našel kakšen fajn namen za to stvar. Recimo tale stebriček, ki mi pravimo tudi balustrada, on bi verjetno tukaj gor postavil pol še kakšno mizico. A veste, kakšno ploščo, pa bi bila lepa vrtna mizica. Tako da to je Jože Plečnik res vedno čuval v tem svojem vrtu, sej velik je pa bil, a vidite, tehle blokov, katere zdaj kažem v daljavi, v njegovem času še ni bilo, tudi še ni bilo njegove Barjanske ceste, oziroma zdajšnje Barjanske ceste, tam zadaj so tudi vrtički, imenujejo se Gradaška, tako da si lahko predstavljamo, da je resnično iz svoje delovne sobe imel čudovit pogled na vrtičke in zelenje v Trnovem, no pa, ker je bila njegova delovna soba tako okrogla oziroma na pol okrogla, je imel tudi krasen pogled na tole našo trnovsko cerkev, cerkev Janeza Krstnika, ja. Mislim, da nimate prav velikokrat pogled na to cerkev Janeza Krstnika iz tega jugozahodnega dela, zdaj se jaz nahajam v jugozahodnem delu, no in v njegovih Plečnikovih časih je cerkev že izgledala tako, včasih rečemo, da je bila tale cerkev kraj nesrečnega imena, ker se je naš France Prešeren zaljubil v Primičevo Julijo, no, ampak to se ni zgodilo v tej cerkvi, ampak se je zgodilo v cerkvi, ki je stala na tem mestu. No, Jože Plečnik je pa že imel pogled na tole današnjo cerkev, zato ker cerkev je bila potem popravljena po potresu 1895. leta, no. Tako da Plečnikovo domačijo, verjetno vsi veste, je kupil pravzaprav brat Jožeta Plečnika, ker je želel, da se cela družina zbere tu in tukaj uživa svoje družinske dneve, no, ampak tako je naneslo, da je potem Jože Plečnik, ko je prišel v Ljubljano, želel imeti malce več miru, in se je potem ta brat, ki je hišo kupil, odselil, da je Jože Plečnik lahko sam ustvarjal. No, in ko je tako ustvarjal, pogledajte, zopet imamo pogled na njegovo delovno sobo, je potem vedno govoril, da med dobrimi sosedi ne sme biti ograje. No, in ko se je plot te Plečnikove hiše uničil, ker je bil že kar precej star, je potem rekel Finžgarju, Finžgar je pravzaprav njemu rekel, veste, gospod Plečnik, ograja se nam je podrla, v smislu, a bomo kaj popravljali. Potem pa je Jože Plečnik rekel, med dobrimi sosedi ni ograj in zato sta se potem odločila, da bo med njima samo ena takale zelenica. No, in tudi danes je tako. Prav prijetno, vidite, ko sem smuknila skozi tole grmovje. No, sicer pa ob sami ograji imamo tudi takole sprehajalno pot s klopcami. Zakaj? Zato, ker na zahodnem delu tega dvorišča župnije Trnovo
imamo potem že dom za ostarele, Janeza Krstnika. In sploh v temle delu spodaj, ki je tako malo bolj siv pa temen, to je zaradi nadstreška, tam je oddelek za demenco, pa običajno tudi živijo takšni ljudje tam, ki se ne morejo prav veliko gibati, da lahko samo smuknejo ven in se potem po temle dvorišču, po tej potki, ki sem jo pokazala oziroma jo nekako nakazujem, sprehodijo do ene kapelice, do kapelice Cirkelbachovih, to je pa tamle v tistem delu, kjer je zdaj tudi gradbišče, to je pravzaprav na meji. No, če vidite, je tudi en tak žerjav, ker gradijo večstanovanjsko stavbo oziroma 2 večstanovanjski stavbi in bodo to imeli stanovanja kakšne nove mlade družinice, ki se bodo v ta del mesta naselile. Namreč včasih je bila tukaj zadnja kmetija v Trnovem, tukaj so še imeli kravice pa zajčke, tako se pravi živalice, no, ampak potem konec 70-ih let so pa morali to izprazniti, zato ker so se takrat gradili tile naši trnovski bloki, ki jih vidite na sredini v daljavi. Majčkeno je sivo, ker je še oblačno oziroma megleno, ampak upam, da mi dobro sledite. Kako ste? V redu, mi lahko sledite, je jasno? Ja. No, me prav veseli, ja. Evo, zdaj se približujem eni lipi, ki je že skoraj vse liste zgubila, no, ampak mislim, da je to tako tudi prav, se je že konec novembra, listopad se že končuje, december je že tu in to je vse zraven smo rekli doma za starejše občane Janeza Krstnika, ki vam ga kažem zdaj, potem tukaj desno imamo župnišče, župnijsko stavbo, ki je bila včasih tudi šola, ko v Trnovem še nismo imeli te nove šole. Čisto na sredini mojega ekrana, tako na koncu zelenice, pa me mogoče opazite, imamo še neke stole, pa mize, pa en strešek, no to je pa tako imenovani Plečnikov paviljon, kjer se odvija izredno veliko kulturnih prireditev, tako da če sledite Facebook strani Finžgarjeva galerija, potem verjetno ste opazili, da je zelo veliko kulturnih prireditev organiziranih, pa potem recimo, če se spomnite Trnovo, ker je pač Janez Krstnik zavetnik, imajo tudi kresovanje v juniju, pa za veliko noč, veliko praznovanj, pa tako. To se vse odvija tukaj na dvorišču, tako da prostora je več kot dovolj, zato ker je tudi tale zelenica tukaj izredno velika, tudi otroci se pridejo sem igrat, ker imamo eno dvorišče, z košem, pa z mrežo za odbojko, pa seveda majčkeno nogometa, tako da se ljudje lahko majčkeno tudi porekreirajo. Evo, zdaj bom pa jaz obrnila tole mojo kamero, da boste videli, da sem še vedno tukajle, da smo še vedno skupaj, ne samo, da slišite moj glas. In jaz bi zdaj rada vas povabila, da na hitro vstopimo tudi v cerkev Janeza Krstnika. Zdaj ne vem, koliko bo kaj molivcev, a je prav, če jih bo več, potem ne bom kaj dosti razlagala, bomo samo tako malo šli s kamero okrog, pa potem zunaj malo več razložim. Vsekakor pa bi želela, da predno vstopimo, si pogledamo še tale 2 doprsna kipa, ki sta bila narejena pred 22 leti, ko so to našo trnovsko cerkev tudi obnavljali. Evo, bom jaz zdaj ponovno obrnila kamero, takole vidite, je že majčkeno več prometa, že malo več avtomobilov slišimo, ampak upam, da so tele moje slušalke dovolj dobre, da vas to ne bo motilo. Trnovo je mesto različnih ustvarjalcev, no, v Trnovem živijo tudi kralji, oziroma je živel France Kralj, tole je njegova podoba, izreden slikar, marsikatero slovensko cerkev je polepšal, galerije so tudi bogate z deli njega pa njegovega brata. No, tukaj smo pa že pri našem Finžgarju in pa Plečniku, ki sta bila tako dobra soseda. Se pravi, na levi strani Franc Saleški Finžgar,
ki je bil duhovnik, sicer pa mi ga vsi bolj poznamo kot slovenskega pisatelja. Pravijo, da je tole, ko je napisal, veste, Pod svobodnim soncem, roman, da se je celo Hollywood zanimal za ta roman, da bi napravili film o teh dogodkih, o Slovanih, no, ampak Franc Aleški Finžgar je imel en pogoj, in sicer je želel, da bi vsi igralci, ki bi nastopali v tem filmu, bili slovanskega rodu. No, na to potem oni niso pristali, tako da se projekt ni uresničil, vsekakor pa je še kakšna bodočnost, da se predstavi našo zgodovino celemu svetu. Ker veste, ta naša slovanska zgodovina žal ni tako poznana, kot bi si verjetno mi želeli. Ta anglosaksonski svet je vseeno majčkeno bolj aktiven v promociji njihove dediščine, kot pa mi Slovani. No, na desni strani imamo pa Jožeta Plečnika, podobo Jožeta Plečnika, ki je, kot smo rekli, živel tukaj v Trnovem od leta 1921, se pravi, da smo lani praznovali 100. obletnico vrnitve Jožeta Plečnika v Ljubljano, in je umrl vse do 1957. leta, se pravi, da je umrl v svoji hiši. Pravijo, da skorajda s peresom v roki, ker je delal do zadnje minute, tako rekoč. Evo, zdaj so pa tukaj le kar ena taka težka vrata, jaz jih bom poskušala potisniti, da pridemo v notranjost in da vam pokažem nekatere take bolj sodobne podobe. Zdajle se približujem sliki Bernika, in to je sveti Krištof. Zdaj se vem, da je temno, ampak gor na vrhu tega svetega Krištofa je Jezušček, se pravi, da je sveti Krištof zavetnik vseh popotnikov. In veste kaj, tudi mi takole, ko potujemo po spletu, smo varovani strani Krištofa. Zdaj pa vidim, da dve gospe molita, se bom pa samo sprehodila, da ne bom motila. No, tukaj le na desni strani imamo križev pot, se pravi prva postaja, druga je na povsem drugem koncu. Ob stranskih kapelah, mimo glavnega oltarja, nas spremlja podoba križevega pota našega slikarja Bernika. Potem imamo stransko kapelo Mati Božja z Jezuščkom. Jaz bi se pa rada približala čudovitemu delu Marka Rupnika. To je pa tale mozaik Matere Božje, se pravi znani jezuitski umetnik Marko Rupnik je naredil tudi malo dela za našo cerkev v Trnovem. Zdaj grem še naprej proti oltarju, kjer imamo sliko Valentina Metzingerja, se pravi, da ta slika je že krasila tisto cerkev, v kateri se je France Prešeren zaljubil v Primičevo Julijo. Blizu oltarja imamo križ, to je delo Draga Tršarja, narejen je iz pleksi stekla, zato ga verjetno ne vidite najbolje, ampak je čudovit. In ob njem so beli golobčki, ki predstavljajo duše umrlih. Pri oltarju imamo tudi zanimive stole, ki so zelo podobni Plečnikovim delom, ampak jih je v bistvu naredil njegov učenec Jože Sugadolc. Pa še ena podrobnost, poglejte, večna lučka, to je pa tudi delo Jožeta Plečnika. Bi pravzaprav morala viseti, ampak to je tako težko delo, tudi fizično težko, da so dali potem na podstavek. Zdaj se bom jaz z oltarja počasi pomaknila navzdol, ker ne bi želela motiti ljudi, ki molijo. Vsekakor seveda tudi adventni venček in
mostu. In sicer do podobe Brezijanske Marije. Se pravi, ni ene slovenske cerkvice, ki ne bi imela tudi podobo Brezijanske Marije. Naša je tukajle in okvir je mogoče vam malce presenečenje, ampak okvir je precej enostaven in je tudi delo Jožeta Plečnika. Potem pa ob stranskem oltarju, tukajle imamo podobo nad Angela Mihaela. Seveda mi Ljubljančani večkrat rečemo, da je to sveti Jurij, ampak tale ima krila, zato vemo, da je nadangel, ki je ubil zmaja poganstvo v nas. Tako, evo, zdaj gremo pa kar počasi ven, razen seveda, če želite še mogoče takole v daljavi videti orgle, a ne, pa sam strop, ki ni ravno poslikan, razen tele slikice zdajle na sredini, to je pa delo slikarja Ivana Groharja. V Trnovski cerkvi imamo tam ob nedeljah približno 600 obiskovalcev, imajo pa 3 maše, in sicer eno ob 8 zjutraj, eno ob 10, pa eno ob 19 zvečer. Zdaj gremo ven. Predtem pa bi rada še nakazala sliko Antona, svetega Antona, ste se svetli, in tudi tale okvir iz kamna, iz rdečega kamna, je naredil Jože Plečnik. Evo, gremo ven. Tako, zdaj pa lahko spet govorim, povejte mi, a ste kako ne. kaj videli v notranjosti, imate kakšno vprašanje? No ja, sam stoli, meni se zdi, so Janez Suhadolc. Ja, se opravičujem, jaz sem rekla Jože, ne, Janez Suhadolc, ja, zelo lepo, hvala vam. Ja, in veste kaj, velikokrat reče, joj, kakšen močen vpliv, a ne, Jožeta Plečnika, marsikdo to kar pomeša, ampak to so bile prve stvarice in njegovi učenci so mu na začetku res pridno sledili, ja, tako da hvala lepa, ja. Še kakšna taka stvar, ki ste jo opazili, da vas je navdušila? No, če se boste spomnili, imamo še vedno čas, a je prav, zato ker jaz bi zdaj spet obrnila kamero, namreč imamo že krasen pogled na Trnovski most. No, Jože Plečnik je vsak dan hodil v mesto in, a veste, zdaj se običajno sprehajamo ob Ljubljanici, včasih pa to ni bilo možno, zato ker po kopnem so bili Trnovčani povezani samo po tejle cesti, ki jo zdajle vidimo pred sabo. Namreč nabrežja niso bila urejena. No, pa še ena stvar je bila, da je tale pot vodila skozi Krakovo, ki pa je spadalo pod nemški viteški red. Tako da v bistvu ta kopenska os, recimo, saj se je uporabljala, ampak ne toliko. In ker so bili Trnovčani znani kot čolnarji, so se v mestu potem večinoma vozili s čolni. O tem bom govorila še majčkeno kasneje. Se umikam, zato ker zdajle prihaja tudi ena šolska skupina in jim bo učiteljica pokazala, da je tukajle napis, da je v tej cerkvi France Prešeren ugledal lepe oči Primičeve Julije, oziroma tako kot mi pravimo, kraj nesrečnega imena. Ja, takole je fino, tudi učiteljice malo zanimirajo otroke, da gredo tudi iz centra ven in to se mi dopade. Imajo pa tudi delovne liste, verjetno ste opazili, da malo zapisujejo. No, mi se bomo zdaj sicer vrnili k Trnovskemu mostu, ampak še prej, ker vidim, da dobro poznate Trnovo, bi vas pa rada vprašala, če ste kdaj opazili tale park tukajle. Kako se imenuje tale park? Ne? Ja, se je res kar skrit, lejte, tukajle so avtomobili, a ne? In potem, če ne greš po temle pločniku, skoraj da ne opaziš, da je tukaj tudi park impresionistov. No, v notranjosti cerkve Janeza Krstnika ste opazili, da je kar veliko
novih umetniških del, a ne. To so naredili pred 23 leti, to je bilo leta 1999. No, in takrat so se odločili, da bodo tukaj zunaj v tem zelenju med cesto in pa Gradaščico postavili tudi spomenik impresionistom. Zdaj me pa zanima, če se spomnite kakšnega impresionista. Enega sem že omenila v cerkvi. Imenovala sem Ivana Groharja. Glejte ga, tukajle je Ivan Grohar. Pravijo, da je bil rojen v najlepši slovenski vasi. No, o tem bi se verjetno lahko še pogovarjali, a ne, ker je vsaka slovenska vas lepa. Ivan Grohar, ja, ki je naslikal tisto fresko v cerkvi, čisto na vrhu je bil en tak trikotniček, a ne. Ampak ne boste verjeli tedanjim mestnim oblastem, ki so bili financerji teh fresk, a ne. Delo ni bilo všeč in potem so to kar prepleskali, tako da je Ivan Grohar seveda izgubil delo, ni dobil plačila, a ne. Pred 23 leti so pa omet oluščili, tako da lahko zopet opazujemo to njegovo delo. Janez Krstnik, ja. No, omenili ste tudi jamo, ne? Matija Jama, ja, poglejte ga, tukajle je. Matija Jama se je rodil v središču mesta. A veste, kje je njegova hiša oziroma rojstno mesto? Če gre... Ja, ne, je pa v starem delu, na desnem bregu je, in če boste šli recimo od Mestnega trga na Stari trg, a ne, ali pa recimo tako, kot pravi pesem, čez Šuštarski most, ne, desno na Stari trg, tam, ki je bila včasih čajnica, zdaj je prodajalna čajev, pa potem naprej levo je ena kavarnica, kjer imajo zelo dobro kavico, no, v tistem delu je napis: tukaj se je rodil Matija Jama, ja. No, sicer mogoče o njem vemo še najmanj, a ne, zato ker je pač tudi živel veliko na Nizozemskem, ker je bila njegova žena Nizozemka. Ja, no, kaj pa tale? Jakopič. Ja, bravo, Richard Jakopič, a ne, poglejte, kakšen klobuk. Ne boste verjeli, marsikdo mi reče, tole je pa Plečnik, ne, ker mogoče klobuk pa brki malo tako spominjajo, ampak Richard Jakopič, ja, ki je bil rojen v Krakovem, ki je tudi del Trnovske župnije, a ne, no, in oče njegov, Richarda Jakopiča, je bil zelo znan ljubljanski zeljar, je bil kar precej podjeten, uspešen, tako da mislim, da je od vseh teh naših 4 impresionistom, da je bilo nekako najlažje Richardu Jakopiču, ker je imel take dobrega mecena. Ne, se ne strinjate? Ja. Ja, sem mislila, da je nekdo rekel ne. No, potem je pa še nekdo tukajle, kateri je pa 4. impresionist? Strnen. Ja, Matej Strnen, poglejte ga, ne. Matej Strnen je tudi živel tukaj v župniji Trnovo in sicer na Mirju, se pravi na levem bregu Gradaščice, a ne. Tako da so se ti možje tudi srečevali pri nas v Trnovem in zato so jim potem postavili tudi tale park v spomin na 4 impresioniste. Vidim, da je danes kar močna ženska zasedba. Koga me pogrešamo, dame? Koga pogrešamo? Katero? Ja, Ivan Kobilco, ja, tako je, Kobilco, no, ampak a veste, takrat se je morala še ona prebijati, a ne, skozi življenje. Imamo pa zdaj eno obeležje na Ribjem trgu, če boste kaj hodili v mesto, na Ribjem trgu, tam, kjer je tapas restauracija, no, tam je tudi obeležje Ivani Kobilci, ker je tam živela pri svoji sestri. Ja, tako da tole je skrito, imate prav, če ima kdo možnost, naj se le sprehodi sem za temi avtomobili skritimi in skrito in pa med Gradaščico, poglejte jo, tale naša Gradaščica je zdaj kar lepo kultivirana, bi lahko rekli, a ne, včasih je povzročala kar velike težave
tako v življenju Krakovčanov kot Trnovčanov, je pa bila meja med njimi. Se pravi, če vidite zdajle, kaj en avto vozi, to je že Krakovo, a ne, jaz sem pa še vedno na trnovski strani, se pravi na desnem bregu. No, in imenuje se Gradaščica po gradu oziroma Polhovem gradcu. Ljubljančani, ne boste verjeli, so ji rekli tudi mala Ljubljanica, ampak o tem nekoliko kasneje. Če bi ob tej lepotki, zdaj je zelo, zelo lepa sprehajalna pot, če bi mi tukaj nadaljevali, bi pa prišli do Kolezije. Kdo pozna Kolezijo? Ja. Ja. Ja, Kolezijo zdaj znana po kopališču, a ne? Drugače pa, veste, na tistem mestu je nekoč stal mlin Petra Kolezije, ne? Zato se to tudi imenuje Kolezija, ja. Če boste pa brali eno zelo zanimivo knjigo Bela Ljubljana, boste pa lahko prebrali zgodbico, kako je ruski car Nikolaj hodil k Petru Koleziji po hlebček kruha, ko je šel na sprehod do kapele oziroma do paviljona na cesti dveh cesarjev, da si je privoščil vsako jutro en hlebček kruha in pa kislo mleko. Ja, no, drugače pa kažem v tole smer tudi zato, ker v tej smeri je bila tudi Finžgarjeva hiša. Se pravi, Finžgar je bil župnik, a ne, v Trnovski cerkvi, živel je pa nekoliko višje oziroma višje ob Gradaščici oziroma bolj proti zahodu, no, in tudi to njegovo hišo je nekoliko oblikoval Jože Plečnik. Tako kot tale most, Trnovski most, v Plečnikovih časih je bil tale most kar precej že vegast, a ne, in je on rekel, da to pa ni vse skupaj nič, tako da se je odločil, da postavi tale kamniti most. Na vsaki strani je postavil dve piramidi, se pravi, eno sem zdajle jaz se osredotočila, ena je še na drugi strani, jo boste videli kasneje, ko bom jaz tole prečkala. Potem je, kar je precej edinstveno, zasadil sem breze, a vidite, to je tako, v loncih so pravzaprav, a ne, to je kar edinstvena rešitev, da na mostu rastejo tudi drevesa in to so naše breze. Pravijo, da je breza drevo miline in si je tudi Plečnik želel, da bi Krakovo, se pravi vas Ribičev in pa Trnovo povezovala milina, ker vsi skupaj se pa seveda srečujejo v Trnovski cerkvi. Na sredini kot povezovalni člen med obema vasema, med Krakovim vasjo Ribičev in pa Trnovim vasjo Čolnarjev, pa je Janez Krstnik. Poglejte ga, kako ga je lepo Pirnat upodobil. Ne boste verjeli, zdaj je tale križ lesen, moral bi biti železa, ampak očitno je bilo to železo vedno toliko atraktivno, da so jih non-stop kradli te križe in potem so pred leti se v mestni občini odločili, da bodo naredili kar en križ iz lesa, pa bo mir. Ker drugače, veste, kadarkoli so vzeli ta križ, železni so potem seveda tudi majčkeno poškodovali podobo Janeza Krstnika. Jaz bom šla zdaj še par korakov naprej, da dobimo to lepo sliko naše Trnovske cerkve, tudi s strani Krakovega, čeprav moram priznati, da je kar precej prometno. Evo, avtošola rada vozi tukaj, zato ker so ozke ceste, pa se potem bodoči vozniki bolje zverzirajo. Mislim pa, da nam je vsem znan tale pogled. A je tako? Trnovska cerkev na sredi, a ne, in lepo, lepo zaobjeta z mostom, s piramidami, smo rekli dve na levi strani, dve na desni strani. In to je Jože Plečnik si zamislil kot nek tak trg. Trg oziroma tempelj, povezovalni člen med obema vasema. Kako ste? Gremo še naprej, v redu, fino. Jaz bi vas povabila, da se sprehodimo še ob sami Gradaščici, ker mislim, da je za marsikaterega od vas tudi tole lepo presenečenje, ena taka lepo urejena sprehajalna pot. Samo da pridem nazaj na moj konec. Evo, šolarji še vedno pridno poslušajo tamle
Nekateri tudi nekaj pišejo, se pravi, da imajo kakšno vprašanje na delovnih listih. No, poleg tega smo rekli, da je gradbišče tudi v tem delu. Se spomnite, ko sem omenila, da je tukaj stala zadnja kmetija v Trnovem, a ne, z živalmi, z govedom in tako. Imenuje se pa drugače tale ulica Karunova ulica in to se imenuje po župniku Karunu, ki je gradil današnjo cerkev. Ja? On se je lotil tega velikega projekta in so potem po njem poimenovali Karunova ulica. In če boste šli v Plečnikovo hišo, boste videli, da je na Karunovi ulici. Tako, jaz grem pa zdaj po Ajprovi, oziroma se spustim, tako kot sem vam obljubila, do Gradaščice, ker bi vam želela pokazati, kako so tole lepo začeli urejevati Nabrežje. So stopničke, se pravi, s kakšnim vozičkom se tukaj ne da, to bi morali potem po vrhu, bom šla potem zopet nazaj na vrh, tako da boste videli, da tudi po vrhu ni slabo, ampak zdajle si bomo pa privoščili sprehod ob sami Gradaščici in seveda ste vsi vabljeni, kdor lahko, a ne, pridete sem spuščati Gregorčke. A ste že spuščali Gregorčke pri nas v Trnovem? Gledali smo jih. Gledali ste jih, ja, to je zelo tako simpatično. 11. marca, a ne, na predvečer svetega Gregorja, tam okrog 5, pol 6, se ljudje tukaj zberejo in potem sploh otroci imajo veliko veselje, ko spuščajo lučko po Gradaščici v Ljubljanico naprej. Seveda se gleda, da so čim bolj taki materiali, ki lahko razpadejo v vodi, ki niso škodljivi, a ne, tako da simbolično pokažejo, da zdaj je pa dan že tako dolg, da pri delu ni več potrebno uporabljati sveč. To je bil namreč glavni namen, a ne, ko se je že dan prevesil, toliko podaljšal, da so obrtniki lahko že ugasnili sveče in delali pri dnevni luči. Je namreč tako, da sveče so bile včasih zelo drage, seveda elektrike ni bilo in je bil to dan veselja in zato je tudi zdaj vedno praznovanje tukaj, tako da lepo vabljeni, kot rečeno, vsako leto 11. marca, tam okrog pol 6 zvečer. No in pred časom, parimi meseci nazaj, so uredili tole Nabrežje, da lahko pridemo bližje Gradaščici, ki je seveda zdaj bolj ukročena. Poglejte, kar precej malo vode je, tudi živali ni veliko, so ribe, zato tudi na koncu, ko se Gradaščica izliva v Ljubljanico, je vedno tale siva čaplja, ki lovi ribe, pa kakšen vodomec se tudi najde, a ne, zato ker je le vseeno bistra. Namreč Gradaščica prinese v Ljubljano bistro vodo, a ne, iz tega predalpskega sveta. Medtem ko drugi del Ljubljanice iz južnega je pa že bolj umirjen. Tako da velikokrat je Gradaščica poplavljala, tako da so to lepo globili. No, zdaj pa še mali graben urejuje, tako da je stanje tukaj v tem delu veliko boljše kot nekoč. Naj pa povem, da mi tukaj na strani Trnovega, se pravi tale desni breg, a ne, mi nimamo kleti, oziroma je bolje, da je nimamo, ker drugače imaš vedno težave z vodo. No, na levem bregu Gradaščice, se pravi v Krakovem, to, kar zdajle kažem, to je proti mestu, a ne, tam je pa stanje že veliko boljše. Oni pa že imajo lahko kleti. Tako da je prav zanimivo, a ne, samo ena reka, pa čisto drugačen način življenja. Sem pa poprej omenila, da so Gradaščici rekli tudi mala Ljubljanica. A se spomnite? Ja, no, poglejte, voda je bila tako visoka, da je segala do tega Nabrežja. In zdaj si lahko predstavljate, kako so Trnovčani privezovali čolne na teh privezih. In če se boste sprehajali danes po Ajprovi, boste opazili takele stebričke, ki spominjajo na priveze
so pa toliko močni, da se vi gor lahko usedete. A vidite, tukaj so 3 stebrički, se pravi, 3 se lahko usedejo in pogovarjajo. No, to se mi zdi tako ena taka simpatična rešitev, kot povezovanje sodobnega življenja z življenjem v preteklosti. A ne? Se pravi, ta gradaščica je bila tako visoka, da so ji rekli Mala Ljubljanica, in Trnovčani so potem od tukajle hodili k maši, k svetemu Nikolaju, se pravi Miklavžu, v center mesta. To je bilo še takrat, ko še niso imeli svoje cerkve, se pravi še pred sredino 18. stoletja, pred 1754 letom. To so takšni dogodki, no. Kaj pa tale most, oziroma se je brv, no? Kaj mislite, kako, čemu je bila namenjena? Imenujejo jo, je pa delo Jožeta Plečnika, imenujejo jo Petelinja brv. A ste že slišali za to? Ne. Petelinja brv. Zakaj? Ja, zato, ker so se fantje iz Trnovega in fantje iz Krakovega na tem mostu petelinili. Hoteli so dokazovati, kdo je boljši, so se petelinčke šli tle na vrhu in seveda tisti, ki je izgubil, je padel v gradaščico. Zdaj, danes to sicer ne bi bilo ravno prijetno, ker ni tako globoka, a ne? V tistih časih je bila pa višja, pa mogoče niti ni bilo tako slabo. Zato se ta brv imenuje Petelinja brv, ja. In jo je uredil Jože Plečnik, zdaj jo obnavljajo, zato ker, veste, dobimo veliko obiskovalcev, ki se želijo sprehoditi o Plečnikovih delih po mestu, a ne? In je fino, če so ta dela seveda tudi obnovljena. Je kar prav tako, a ne? Zdaj me pa zanima, drage moje, dragi moji, koliko od vas se spomni filma To so gadi? Ja. Ja. Je luškan bil? Ja, super je bil, ja. Kam je pa hodil Muki na tortice pa na kokto, a se spomnite kaj? Kako se je imenovala tista slaščičarna, kamor je Muki hodil na tortice? Kaj je, veste, Rozi vedno tako naplahtal, da je rekel, da ni še za malce nič dala, pa je radiral obvestila, pa je pol prišel do malo več denarja. A se spomnite ene Anike? Ja, slaščičarna Anika. Poglejte, tole je ta stavba. No, zdaj to ni več Anika, ampak je Lolita. Tak simpatična kavarnica, zelo, zelo lepa mesta, tudi zunaj, tudi zdaj v zimskem času so mizice pa stoli zunaj. In če imate čas, le pridite na kakšno kavico k Aniki, pa tudi dobre tortice imajo, čeprav kot rečeno, ni več Anika, ampak se imenuje Lolita. No, potem zraven, ne vem, če se spomnite, je bila ena gostilna Trnovski zvon. Se še kdo to spomni? No, Trnovskega zvona tudi ni več, zdaj imamo gostilnico 5 do 6 kil. Moram priznati, da je tole vse zelo obljudeno, dobro obiskano. Ljubljančani se kar radi sprehodijo do tele Ajprove in potem uživajo ali zunaj ali pa noter, ne, kakor je kdo volje. No, ne vem pa, če ste slišali, da so stavbe ob tejle naši Ajprovi ulici, ki se je nekoč imenovala Cerkvena, mimogrede, zaščitene. Zakaj? Zato, ker je to prav ena poseben način gradnje. Če ste bili kje v Panonskem svetu, boste hitro ugotovili podobnost. Poglejte, te stavbe na strani ceste imajo zelo ozke fasade, se pravi 2 okenski osi, no tudi na Krakovem kaj takega opazite, ampak jaz sem zdaj tukaj pokazala, ker smo pač v Trnovem, a ne, kakor recimo tale restavracija Dežela okusov. A vidite, 2 okenske osi, a ne, potem pa glavni del stavbe pa sega v notranjost, tako da je bil tudi vhod od strani. Običajno je vhod z glavne ceste, no tukaj v Trnovem, pa Krakovem, pa tudi v Panonskem svetu, je pa glavna os proti cesti, tisti dolgi del pa ob strani, pa imate tudi tlele vhod v to stavbo, v restavracijo od strani, zdaj, kjer so pa bloki zadaj, tam so bila pa polja.
Kot danes je to mogoče majčkeno težko razumeti, zakaj so to tako delali, ampak če si pa predstavljamo, da so to bile včasih polja, obdelovalna polja, je pa to seveda precej enostaven odgovor. Ja, in kadar nimajo drevesa več listja, poglejte, imamo celo pogled na Ljubljanski grad. Zdaj je megleno, ampak točno na sredini našega ekrana bi vi morali videti eno tako belo pikico, pa to je stolp, pa potem rjave strehe, se pravi Ljubljanski grad. Ampak, ko imajo pa tele breze liste, pa tudi tamle so še kostanji na strani Krakovega, seveda pa potem to ni več moč videti. Zdaj v zimskem času pa ja, sploh popoldan, a veste, ko se megla razprši, je potem to veliko bolj prijetno. Ja, zdaj grem spet nazaj k Gradaščici, ker je tako zelo mamljiva in šarmantna. A ste slišali že za Plečnikove klopce? Ja. Plečnik je oblikoval tudi klopce, in sicer zelo, zelo praktično, zelo enostavno. Poglejte, stranska dela narejena iz betona, a ne? Potem je pa dal na sredino en ploh, dobro, tukaj so trije, ampak lahko bi bil samo eden, zadej pa še naslonjalo. No, tako da te Plečnikove klopce, recimo tale je zelo dolga, mogoče vas preseneča, ampak to je kar tudi Jože Plečnik načrtoval, je najdaljša 3-metrska, ne. So drugače tudi nekatere, ki so krajše, ampak tale je pa ta dolga, 3-metrska, tako da lahko posedemo in se pogovarjamo s prijatelji. Zelo pogosto so tudi obarvane v zeleno. Ja, zelena kot barva mesta Ljubljane, ker 65%, ne boste verjeli, našega mesta je pokrito z zelenjem. Ampak saj veste, ne, res, Grajski grič, pa potem Ljubljansko barje, Tivoli, Šišenski hrib, severni del tja do Save, pa tudi proti vzhodu, a ne, vse je zeleno. Mi rečemo tudi glavno mesto v gozdu. Evo, zdaj sem pa jaz nazaj pri Gradaščici. Tole je bilo obnovljeno pred kratkim, moram priznati, da nisem ravno navdušena, da je bilo prej nekoliko boljše, ker je bilo to narejeno iz kamna. Vidite, tako zadaj, ki je ta siv kamen, ko so bile tudi te stopnice, te terasice. A jih vi vidite? A vi vidite, da so terase? No, kaj mislite, zakaj so uporabljali te terase? Perilo so prali, ne? Ja, bravo, odlično, perilo so prali, ja. Drugače v Ljubljani, verjetno ste vsi slišali, da so bile zelo znane perice iz Bizovika, a ne? Drugače pa, veste, tudi tele naše krakovske pa trnovske ženske so si zaslužile nekaj denarja za sebe, s tem, da so prale perilo kakšnim bogatejšim družinam v mestu, ker to pač mesto le ni bilo tako daleč, a ne. Verjetno se spomnite, da so uporabljali cizo, s tem so pač prodajali zelenjavo na tržnici, potem so pa še kakšno umazano perilo nazaj grede domov naložile in ga oprale. Zdaj sicer veliko jih je pralo seveda doma, ne, ki je bilo treba kaj pokuhati, sem se pa hodile spirati, ja, ker Gradaščica je bila vedno tako sveža in je bilo fajn. Zdaj me pa zanima, mislim tole, a ne, to je Jože Plečnik in potem takole naredil z obeh strani, z leve pa desne, tako da so imele lahek dostop, tamle še ena luknja, verjetno jo vidite v teh kamnih, no, tako da tam so lahko bi spravljale kakšne čebre pa tako, pripomočke, da jim ni bilo treba to non-stop nositi domov. No, in ko so seveda takole sedele ob Gradaščice z levega in desnega brega, so si tudi izmenjevale vse novice. A je tako? So imele možnost malo poklepetati, ne? A bi ve tudi? Gospodje bi tudi, če bi kaj pomagali nositi, a ne? Ja, so malo poklepetale, včasih tudi kakšne neresnice delile in rečemo kdaj, da peremo umazano perilo, če kakšnega ogovarjamo. Ja, no, a veste, in ne boste verjeli, to ni se dogajalo samo pri nas, jaz kadar imam takšna vodenja s tujci, a ne, tudi po spletu in jim to omenim, pa reče, ja, se mi tudi rečemo, da pereš umazano perilo,
ko kakšnega malo ogovarjaš. Ker pač, ko si prav perila, je bilo dovolj časa tudi za to. Evo, krasno, zdaj pa gremo še majčkeno naprej. Jaz sem omenila, da je tole Ajprova s temi ozkimi hišami. Niso vse ozke, a ne, recimo tamle na sredini je ena rumena. To so potem kasneje prezidali. To pa ne bi bilo danes več dovoljeno, ne. Danes morajo vse ostati takšne, kot so bile v preteklosti, v teh dimenzijah, in ne boste verjeli, celo tale drevored ob sami gradaščici je zaščiten, se pravi, vsa ta drevesa, in breze, in kostanji, in celo tamle gor so bile topoli, pa kaj so še bili, tam, ko imamo tudi na Kongresnem trgu, platane, a ne, ta drevesa so zaščitena, tako da v bistvu mesto odreja, katero drevo se lahko poreže in katero ne. Seveda se pazi na varnost, a veste, če kakšno drevo preveč ogroža, a ne, potem ga seveda morajo odžagati, ker drugače bi se lahko ob kakšnih viharjih ali pa ko je sneg, pa če je seveda zmrznjen sneg, a ne, to podrlo. Evo, zdaj gremo pa že do izliva naše gradaščice v Ljubljanico. Verjetno opažate, da je vedno bolj živahna voda, in to sem vam tudi poprej želela povedati, a ne, da tukajle se že zbirajo račke, ker je veliko dobre hrane. Včasih imamo tudi sivo čapljo, vidim, da danes je ni tukajle, je verjetno šla kam drugam. In z te ljubljanske strani pride včasih tudi vodomec. Vodomcu, ne vem, če ste slišali, se reče po angleško kingfisher, se pravi, da lovi ribe, ne, in zato je potem ta vodomec tudi zelo pogosto v teh koncih. Tale most, to je čisto nov most, 1905. leta narejen. A veste, to je tisto, kar sem poprej želela povedati, a ne, da dejansko so Ljubljančani prišli do Trnovega več ali manj po tisti kopenski osi, se pravi emonski bi rekli danes, ali pa Trnovčani večinoma s čolni do središča mesta. A ne, drugače pa ni bilo možno. Tako da vsa ta povezava, ki jo imamo danes ob reki, in mislimo, da je bila že od nekdaj, je praktično zelo, zelo nova. Most je bil zelo lepo obnovljen pred parimi leti, mi je všeč, zato ker je tak tipičen secesijski most. Včasih, ki kar hitimo mimo, pa mislim, da ni prav lepo, da ga postavljamo, ker je res lepo umetniško delo. No, potem imamo ob mostu že topole, poglejte, na vsaki strani jih je nekaj levo in desno, ker topole je imel Plečnik izredno rad. A veste zakaj? Hitro zraste, ja, mi imamo tukaj veliko vode, se pravi, to ni problema. Na drugi strani je pa topol, a vidite, tako vitko drevo, ozko, kar pomeni, da ti v mestu ne jemlje veliko prostora, a ne, ker v mestu tako in tako nimaš veliko prostora. In je zelenje, in seveda takrat, ko so še listki na tem topolu, potem pa vetrček majčkeno zapihlja, deluje kot ena taka lepa zelena zavesa. Tako da, ko se boste sprehajali po mestu, opazujte te topole. Jože Plečnik je vedno našel kakšno lepo mesto za topole in tako nakazal neko zeleno zaveso v različnih mestnih delih. No, tako, zdaj grem jaz do samega izliva in od tukaj bomo videli, bomo imeli lep pogled na most Hradeckega. A veste, a ste slišali za most Hradeckega? Ja, včasih je bil to šuštarski, na mestu današnjega Šuštarskega mostu, a ne, eni so včasih mu rekli tudi Mrtvaški most, ker je tam stal pri porodnišnici, no, zdaj pa, lejte, je tukaj lepo obnovljen, ker je bil vlit v dvoru pri Žužemberku in je v svetovnem merilu tehniški dosežek. Samo 2 mostova še obstajata na celem svetu. Eden je na reki Severn, to je v Angliji, drugi je pa tukaj pri nas. No, in ko so ugotovili, da ima to tako tehniško vrednost, so ga potem umaknili, obnovili in postavili tukajle med Krakovim in Prulami in je samo za pešce in kolesarje, se pravi, ne za avtomobile, da ga ne bi
uničili, ne, za uporabo. Ja. No, tako v daljavi pa potem se pravi tudi Ljubljanski grad, upam, da vidite tudi Šentjakobsko cerkev. Tudi v to cerkev so včasih Trnovčani hodili k maši, zato se tudi most tamle naprej imenuje Šentjakobski most. Prule so bile pa majčkeno tako ločene. Če si imel čoln, a ne, potem ni bilo nobenih težav. Glejte, tale gradaščica, a ne, danes je kar lepo umirjena, bi rekli, pod kontrolo, a ne. Lahko pa se zgodi, kadar se sneg topi, pa kadar dežuje, močno deževje, da ta gradaščica tako močno privre v tale del, da se potem zabije v tem delu, ki ga jaz zdajle kažem, in potem začne Ljubljanica teči v smeri proti svojemu izviru. To je ena taka zelo interesantna stvar, da včasih lahko teče reka tudi proti svojemu izviru. No, in to se dogodi takrat, kadar je tok gradaščice tako močan. Pod mano, oziroma ta del, kjer se jaz zdajle nahajam, je pa v bistvu vogal. A ga vidite, a ne, gradaščica na tej strani, na drugi strani je pa Ljubljanica in je vogal. Zdaj pa, kako se pa reče po nemško vogal? A se še kdo spomni to? Ne, to je špica, je tam naprej, tista špica je bolj ostra, a ne, špico imamo tam dol naprej. Vogal, eke, a se spomnite? Eke, ja, eke, ne. No in vidite, tole je vogal, a ne, in zato so tudi domačini temu rekli eke oziroma jek, ne. Domačini so razlagali robo, ker so bili čolnarji na jeku, na tem vogalu, ne. No, in potem imamo že naprej tale naš Trnovski pristan, ki ga je tudi uredil Jože Plečnik. Zakaj? Zato, ker Jože Plečnik si je želel, da bi semle k vodi prihajali Ljubljančani po delu, se pravi, ko končaš z delom, pa ob vikendih, ob koncu tedna, v njegovem času je bila dela prost dan samo nedelja, si je zaželel, da bi sem prišli se Ljubljančani sprehajati in majčkeno odpočiti. In zato tudi tele terasice. A vidite, da lahko prideš čisto do reke, a ne? In se seveda poleti majčkeno ohladiš, zato ker naša Ljubljanica ima vedno izvir vode s temperaturo 8 stopinj, potem pa se ta temperatura seveda zvišuje, nikoli pa ni prav preveč toplo, ne tako kot v zraku 30-35 stopinj, in se lahko seveda lepo ohladiš. Pomagajo pa seveda tudi tele vrbe. Zdaj so že malo listki odpadli, ampak upam, da opazite, da so to košate vrbe. No, na drugi strani pa potem lep pogled na Prule. Beseda naj bi prišla iz nemške besede Brühl, Prule, ker naj bi bilo mokro področje, no, ampak to področje ni več mokro od leta 1780, ko je Gabriel Gruber naredil kanal, prekop, ne, oziroma se je potem dokončali so ga drugi, ampak začel ga je pa on, Gruberjev prekop, ne. Jaz sem še vedno ob sami reki in bi vam rada pokazala tale dva znaka, nista sicer najbolj ugledna, malo sta počečkana, ampak kljub vsemu, lejte, kot bi bila ena avstrijska zastava, a vidite, to v bistvu samo pomeni, da čolnarji ne smejo zaviti v gradaščico, saj to naši poznajo, ampak a veste, saj lahko kdorkoli pluje po naši Ljubljanici, a ne, da se ne sme v kanal, ampak se mora zaviti levo, ne, zeleno-bela, to pa pomeni plovna pot. Levo Ljubljanica, plovna pot. Evo, toliko sem jaz nekako mislila za danes. Kaj pravite? Vam je bilo zanimivo? Ja, hvala. Ja, lepa hvala res za vašo pozornost, me prav veseli, da ste bili z nami. Je pa tako, kot sem že na začetku povedala, res bi vas lepo prosili, če boste izpolnili anketo, ker nam vaše mnenje veliko pomeni in mogoče bo potem Ministrstvo za javno upravo našlo sredstva tudi za naslednje leto, da se družimo še po drugih krajih Slovenije. Letos smo bili kje? V Radovljici, a je tako? Pa bili smo v Piranu,
pa bili smo v Škofji Loki, pa v Celju, ja, danes pa v Ljubljani, no. Ampak sej bo, vedno se kaj izvrta, vedno se najde kakšna rešitev, seveda, če je vam tako všeč, če pa vam ni, pa ne bomo več naprej, a ne. Ja, najlepša vam hvala za pozornost, želim vam res lep adventni čas, čudovit Božič in srečno novo leto. Mogoče se tik pred novim letom še enkrat vidimo na kratko, ampak danes je bilo zadnje vodenje v sklopu tega projekta čez sektorsko sodelovanje in medgeneracijsko sodelovanje. Se pravi, hvala lepa in lep dan vsem. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Živja, Dija. Čau, čau. Ja.